Ja, hvala lepa za te uvodne besede, lepo zdrav vsem skupaj. Hvala tudi založbi, da se je odločila za ponatis. Slučajno je do tega ponatisa prišlo 20 let pozneje, se pravi skoraj na okroglo obletnico ključnih dogodkov, ki jih knjiga opisuje. Knjiga je sicer, prva izdaja Okopov je sicer pošla že malo po natisu, vendar pa bi knjigi nekaj manjkalo, če bi se recimo odločili zgolj za ponatis prve izdaje, ker se je pač vmes razkrilo marsikaj, kar takrat, ko sem Okope leta 1994 pisal, enostavno ni bilo znano, ali pa ni bilo toliko preverjeno, da bi bilo to možno zapisati. Zdaj, kot je rekel že gospod Logar, je takrat, ko je ta knjiga išla, se je naletela na takšne in drugačne reakcije. S gospodom Zornom, ki je tisto prvo izdajo uredil, so sodelovalo v kar nekaj polemikah. Gospa Hribarjeva je napisala celo proti knjigo, mislim, da je bil naslov Svet kot zarota, nekaj tace. Češ, v Okopih so stvari, ki so plod neke domišljije, približno v tem smislu, in avtor je obremenjen s teorijo zarote. Tisti, ki ste mogoče sledili polemiki pred 20 leti in boste zdaj vzeli drugo dopolnjeno izdajo Okopov v roke, boste videli, da v prvi izdaji ni bilo nobene teorije zarote, bila je praksa, čista praksa, opisana čista praksa zarote. In v tej drugi izdaji boste lahko prebrali dokumente, ki to 100% dokazujejo. Slovenija je v tem času neuspele tranzicije zelo obremenjena z tako imenovanimi aferami. Afera je beseda, ki se običajno uporablja za to, da se opiše nekaj, kar ni do konca razčiščeno, kjer pol ljudje eni mislijo tako, drugi drugače, kaj je pa res, pa večina niti ne razglablja do konca. Kajti vse te stvari, ki so se dogajale s tem namenom, kot je dejal že gospod Logar, da se pač nova stara slovenska država olastnini v tem času neuspele tranzicije. Vse ta razna potikanja in inštrumentarij, ki se je uporabljal za odstranitev drugače mislečih oziroma političnih tekmecev, ki so jih razglašali za nasprotnike, je bil sofisticiran in je bilo zelo težko dokazati ozadja. Tako da Okopi 2 oziroma druga dopolnjena izdaja so v tem smislu neka dragocenost, ker prvič prihaja do tega, da je ozadje neke afere dokumentirano, da je popolnoma razgaljeno. Vse to, kar se je takrat dogajalo na površini in je bilo že takrat večini ljudi v Sloveniji, se je tudi reakcije takšne in protesti pred parlamentom in tako naprej, dokaz za to, je vendarle pustilo neke občutke dvoma, češ nekaj govorijo, ampak tega se ne da dokazati. Od izdaje te knjige je deloma v sodnem postopku, ki je trajal 10 let in so ga v tem namenno zastarali, zato da akterje aretacije Smolnikarja ni bilo treba oprostiti in napisati, niso krivi, ampak je podsodnik napisal, žal je stvar zastarala, če pa ne bi, jih pa najbolj moral obsoditi. Ta isti sodnik je lansko leto na prvi stopnji oprostil pletenje v zadevo balkanski bojevnik, se pravi. Gre za, mislim, gospoda Fabjančiča, nek podoben priimek je. No, ta 10-letni proces zoper pripadnike Slovenske vojske, ki so v tem času trpeli osebno škodo, ker niso mogli napredovati, imeli so nižje plače, šikanirali so jih, predstavljali na oddaljena delovna mesta in tako naprej. In še vedno te krivice niso le popravljene.
Skratka, ta sodni proces je vendarle razgalil v teh razpravah določene dokumente, ki so prišli na dan in so zdaj objavljeni. Poleg tega pa se je vzporedno, neodvisno od tega, kar se je dogajalo pri nas, odvijal še en postopek, lahko bi rekli, še ena afera v sosednji državi, Hrvaški, ki je slovenska javnost, zato ker so slovenski mediji to spretno zamolčevali. Hrvaški pa temu stranskemu produktu, se pravi dogajanju v Sloveniji, niso posvečali veliko pozornosti, ker so se koncentrirali na Hrvaško. Ampak to dogajanje je na Hrvaškem je posredno kot stranski efekt razgalilo tudi ozadje afere Depalovac. In s tem se začne dopolnjeno 9. poglavje, zdaj novo 9a poglavje te knjige, ki je v bistvu dopolnitev poglavje Akcija Ščuka. Akcija Ščuka je bila namreč kodno ime za odstranitev ministra za obrambo, to sem jih takrat jaz, ki ga je kriminalistična služba v takratnem notranjem ministrstvu pod vodstvom Mitje Klavore in notranjim ministrom Ivanom Bizjakom z botri v ozadju in kasneje izpeljala in načrtu za to, domačemu načrtu za to dala kodno ime Akcija Ščuka. No, da gremo zdaj k bistvu tega 9. poglavja. Začne se dokaj filmsko, kajti stvar je, no, to je ena redkih slik, fotografij človeka, ki ima pravzaprav zelo pomembno vlogo v aferi Depalovac, čeprav na začetku niti ni vedel, kaj to bo. In njegovo ime v Sloveniji pravzaprav še nikoli ni bilo omenjeno. To je Radenko Radojčič, specialist za propagandno vojno, posebnega oddelka jugoslovanske protiobveščevalne službe, ki je, kar se njega tiče slučajno, igral zelo pomembno vlogo v tej aferi Depalovac. Radenko Radojčič je bil uslužbenec Hrvaškega centralnega komiteja. Kot uslužbenec Hrvaškega centralnega komiteja je bil že takrat tajni sodelavec KOS-a oziroma kontraobveščevalne službe JLA. In ko so se konflikti ob osamosvajanju Slovenije in Hrvaške razkranteli, ga je jugoslovanska armada, oziroma ga je obveščevalna služba jugoslovanske armade tudi neposredno mobilizirala in vključila v neko tajno skupino, ki se je imenovala Labrador in ki je delovala zato, da je bila stvar bolj tajno tam nekje ob poveljstvu jugoslovanskega vojaškega letalstva. In ta skupina je načrtovala režim changing oziroma spremembo oblasti na Hrvaškem in se je deloma tudi v Sloveniji. Ampak koncentrirani so bili predvsem na Hrvaško. Glede na to, da smo tukaj bolj starejši, mislim, da se vsi spomnimo nekega filma, ki ga je Beograjska televizija pokazala tam spomladi leta 1991, kjer so bili objavljeni videoposnetki pa prisluhi hrvaškim ministrom za notranje zadeve, pa za obrambo, pa podatki o tem, kako Hrvaško važa orožje. En tak precej tendenciozen film, ki je bil pokazan takrat po celi Jugoslaviji in ki se je objavila Beograjska televizija, ni pa bilo čisto jasno, kdo ga je naredil. No, tisti, ki so ta film naredili, so bili v tej skupini za propagandno vojno, oziroma v skupini Labrador ali Opera in sledila naj bi seveda sprememba oblasti na Hrvaškem. To se ni zgodilo, je pa to povzročilo velike probleme, tudi zamudo pri pripravah na osamosvojitev na Hrvaškem, ampak to seveda toliko dogodkov ni ustavilo.
Potem je prišlo do uspešne slovenske osamosvojitve, do posvečenega razpada Jugoslavije. In to je vplivalo, Milošević je šel na plan B, se pravi ne na poskus, da se Jugoslavija centralizira pod srbskim vplivom, ampak na kreiranje in oblikovanje velike Srbije. In to je takrat prelomilo številne usode tudi znotraj jugoslovanske armade, tudi znotraj jugoslovanske varnostne službe in vse skupaj je pripeljalo do razpada te posebne skupine za specialno vojno. In ljudje, ki so pač prej sestavili to skupino, so se naenkrat znašli, narekovali seveda, na trgu. In gospoda Radenka Radojčiča so angažirali ljudje iz Slovenije. Zato, da svoje znanje uporabi v notranjih političnih obračunih pri nas. Prej povem nekaj stavkov na tej zgodbi, ki je v knjigi predstavljena. Je seveda treba povedati tudi, najprej kako je prišlo do tega, da se je to razvedelo. Radenko Radojčič je pred 20 leti, natančno nekaj dni prej, preden se je v Sloveniji začel odvijati ta finale afere Depala vas, se je predal hrvaškim oblastem in potem v nekem dolgem pričanju oziroma zaslišanju izdal, ker je govoril o tem, kaj je on počel kot sodelavec KOS-a, izdal celotno sodelavsko mrežo Jugoslovanske varnostne službe na Hrvaškem in tudi širše po Jugoslaviji. V zameno za to je dobil milo kazen, bil obsojen, ampak ne ravno na 20 let, ne vem koliko let je dobil, to kazen je tudi odsedel in je danes nekje verjetno pod kakšnim drugim imenom živi na Hrvaškem. Zdaj, ko je bila ta afera Perković, oziroma ko je hrvaško pravosodje odločilo o izločitvi Josipa Perkovića nemškim sodnim oblastem, mislim, da se je prvič oglasil po 20 letih. To je manj pomembno. Pomembno je, da je on v nekem dolgem pričanju, ki obsega 250 strani gostotipkanega teksta, opisal svojo pot od začetka, ko je začel sodelovati s KOS-om, do teh poskusov za rušenje hrvaške oblasti, do tega angažmaja v Sloveniji in potem do predaje hrvaškim oblastem. No, zahvaljujoč temu njegovem pričanju je Hrvaška dokaj uspešno počistila leta 1994 svoje strukture teh agentov jugoslovanske armade. In to je v veliki meri botrovalo temu, da so potem izpeljali tiste znane akcije za osvoboditev Kninske krajine, brez tega, da bi ti načrti prišli v javnost. Prej pa so bile hrvaške strukture prestreljene z agenti KOS-a, slovenske so pa do neke mere še vedno. Ker, če ste prebrali njegovo pričanje o celoti, v tej knjigi je objavljen samo tisti del, ki govori o Sloveniji, na tej spletni strani je pa že nekaj let objavljeno njegovo celotno pričanje, kjer govori zanimive stvari tudi o ostalih delih bivše Jugoslavije, ne samo o Sloveniji. Se splača prebrati tisti, ki ga zanima proces razpadanja Jugoslavije in vlogo teh tajnih služb, mora to zagotovo prebrati. In to je začetek njegove izjave. Potem 250 strani z podatki, imeni, priimki, urami, natančnimi opisi dogodkov. Slovenski del tega pričanja se začne s tem, ko je po tem razpadu te njegove skupine za propagandno vojno vstopil v službo, odšel v Makedonijo, tam srečal svojega kolega iz jugoslovanske armade, ki je bil slučajno predstavnik Slovenije v Makedoniji, in tako se je zgodba začela. Potem so mu naredili lažno identiteto in avgusta leta 1993 je z Adrijim avionom prišel v Slovenijo.
Na letališču ga je počakal Tone Pankerher. On je takrat šef oddelka varnostne službe ministra za obrambo, ki sem jaz minister, za skratka, drugi, tretji človek te službe. In vse to, kar potem Radojčič opisuje v zvezi s tem svojim delovanjem v Sloveniji, je bilo takrat meni kot predstojniku gospoda Pankerherja ali komorkoli drugemu uradno v vladi zamolčano. Gospod Pankerher in še nekateri iste službe, vsi bivši oficirji Jugoslovanske armade, so gospoda Radojčiča odpeljali na Rojčevo ulico, ker je bilo neko tako imenovano konspirativno stanovanje. In on je tam ostal od avgusta 1993 do marca 1994. Obljubili so mu slovenski potni list, skratka ureditev njegovega statusa, razne nagrade in tako naprej. V zameno so pa zahtevali prvič kakršnekoli kompromitirajoče podatke o meni. Podatke seveda o vsem tem, kar on ve, o ljudeh iz vrhov takratne politike, ne samo v Sloveniji, ampak tudi sicer. Zdaj, ta nabor zanimanja je bil relativno širok na začetku, potem pa je gospod Pankerher nekje septembra prišel do njega, mu dejal, da ga zdaj rabijo za neko posebno akcijo, da je on del neke skupine, ki jo vodi gospod Kučan in katere namen je zdaj pač odstraniti ministra za obrambo. Pravimo, ti si specialist za propagandno vojno, narediti nekaj načrt in seveda potem boš dobil v zameno status in tako naprej. In on v tem pričanju opisuje, kako je potem naredil nek načrt. Zdaj, če se nič ne bi zgodilo, pa mi to beremo, potem bi lahko rekli, da ima bujno domišljijo. Ampak večina tega, kar se je potem zgodilo v okviru tako imenovane afere Depala vas, so natančno dogodki po načrtu, ki ga je pripravil agent KOS-a Rane Radojčič. Zdaj, bistvo tega načrta je bil narediti nek konflikt med Ministrstvom za obrambo in za notranje zadeve, to potem v javnosti prikazovati kot poskus vojske, da poseže v civilno sfero, lansirati različne dezinformacije, tako da konflikt raste in na koncu sproducira tudi neko konkretno zadevo, ki se uporabi kot povod za zamenjavo ministra. Gospod Pankerher, ki je bil poleg še nekaterih manj pomembnih ljudi iz tega obveščevalnega oddelka v stiku z Radojčičem, je, kot sam Radojčič to pravi, za te načrte in za ideje in tako naprej stalno obljubljal neke ugodnosti in tako dalje. Potem so mu zarihtali status begunca, tako da je imel neko izkaznico, da se je lahko gibal. On je potem to izkoristil za to, da je spostavil še neke druge kontakte. In na koncu je, ko mu niso uredili statusa, marca prek teh svojih kontaktov očitno dobil boljši aranžman na Hrvaškem, šel tja in celotno zgodbo povedal. Zdaj to, da Tone Pankerher dela za to ozadje, ki je pripravljalo afero Depala vas, se je nekako vedelo. Zdaj, kdo je prebral prvo izdajo Okopov, se spomni, da je notri opisano, kako je takrat, ko je prišlo do pričanja gospoda Platovška, to je bil eno direktorja Adisa, oziroma
Saftija. Takoj po pričanju ravno preko Peinkircherja zadeva prišla do tistih, o katerih je Platovšek prenesel informacijo o nezakonitem ravnanju, kar je vse skupaj potem šlo na tožilstvo. Ni se pa takrat niti slutilo, da v Ljubljani v nekem stanovanju obstaja nek agent Kosa, ki dela na tem načrtu. V bistvu je bil ugrabljen, tako rekoč, izsiljevan. Med stvarmi, ki so zanimive, je to, da je Peinkircherju predal 120 paketov mikrofilmov z podatki, ki jih je zbral Kos, oziroma Jugoslovanska varnostna služba, kjer so ti mikrofilmi, še vedno ni jasno. Peinkircher jih ni izročil svojemu nadrejenemu, do vlade nikoli niso prišli, do arhiva Slovenije niso nikoli prišli, ker je to še vedno nekje v zasebni lasti ali pa v paradržavni lasti. In če se organi pregona lahko še doslej, odkar je ta informacija znana, kajti to pričanje Radojčiča je bilo na Hrvaškem, ne samo na tej, ampak na parih spletnih straneh na Hrvaškem objavljeno že pred leti. In se je tudi v Sloveniji govorilo o tem in marsikdo je bral, ni bilo to zelo široko javno vedenje. Ampak tisti, ki se ukvarjajo z preiskavo in pregonom kaznivih dejanj, pa so to morali videti, kolikor vem, niso sprožili nobenega postopka. No, danes naprej tega izgovora, da niso vedeli, zato nimajo. Poleg ostalih stvari, ki jih pač ti dokumenti razkrivajo, mislim, da je to vprašanje, ki je za ti mikrofilmi zelo pomembno. Ravno zdaj je ta tema arhivov aktualna. Velik del tega, kar je bilo pri nas uničeno, je mogoče v kopijah ohranjeno ravno na teh mikrofilmskih žepkih, ki jih je Radojčič izročil Peinkircherju. On pa jih je verjetno dal svojemu šefu, vendar neformalnemu, tistemu, ki ga je poslal v akcijo. Zdaj v tej drugi izdaji Okopov, kot sem dejal že prej, je objavljen tisti del pričanja od Radojčiča, ki direktno govori o Sloveniji. So pa posamični stavki ali podstavki, ko se vrača na situacijo v Sloveniji, tudi v ostalih delih tega pričanja. Zato, kot že rečeno, kdo hoče celoto, naj si prebere pričanje v hrvaškem jeziku na tej spletni strani. Če bi mi celotno objavili v tej knjigi, bi bilo to polovica celotne knjige, pa mislim, da to danes v tej digitalni dobi nima smisla. Ampak tisti najbolj pomembni, najbolj zanimivi deli so pa tukaj v prilogi 1 v 9. poglavju. Mogoče še nekaj o glavnih akterjih v Sloveniji. Zdaj, takratni šef kriminalistične službe ministra za notranje zadeve Mitja Klavora je tudi celo nekaj pisal o Depali vasi. Ne vem, kaj bo zdaj napisal, če bo prebral te dokumente. Zdaj, v tej knjigi ni pač nekih refleksij ali pa razlag, kako si jaz predstavljam te zadeve po 20 letih ali pa kdo drug. So izključno dokumenti, nekaj tehničnih pojasnil, kratic in pomenov. Zdaj, Klavor je bil glavni operativc te akcije. Ljudje, ki so se mogoče bolj pojavljali v javnosti, kot Jože Perko, Drago Kos in ostali, so bili takrat njemu podrejeni, so šele kasneje prevzeli večje vloge. To je njegov rokopis, v knjigi je celota, tukaj samo pač njegov rokopis na načrtu državnega udara v Sloveniji.
Takrat se je veliko govorilo, kako Ministrstvo za obrambo pripravlja državni udar, kar se da ni bilo res, ni bilo kasneje tudi z raznimi preiskavami in komisijami dokazano. Je pa istočasno del Ministrstva za notranje zadeve oziroma kriminalistične službe dejansko pripravljal akcijo, v okviru katere je prišlo do najmanj 10 drastičnih kršitev ustave in zakonov, knjigi so natančno našteti in dokumenti, ki so objavljeni, to neposredno dokumentirajo. Klavor osebno, to je njegov rokopis na dokumentu, ki je ključen, kar se tega tiče, je v celoti objavljen. Klavor osebno je izdelal načrt, v katerem je predvideno, da posebej sestavljene enote policije, zasedejo nekatere državne organe, televizijo, preprečijo dostop do objektov, napadajo Ministrstvo za obrambo, skratka, zaprejo meje države in vzpostavijo izredno stanje. Pravorec so izredno zapisal, da to sicer najbrž ni v popolnem skladu s predpisi, vendar je to izvedljivo, če to odobrita predsednik države in predsednik vlade. In velik del tega načrta se je tudi dejansko izvajal. Zdaj, kakšna je bila končna verzija, ne vemo. Vemo tisto, kar se je dogajalo. Kakšna je bila končna verzija tega načrta, ki se je izvajal, ker se pač ve. Ne vemo zaradi tega, ker je zaenkrat na voljo samo osnutek z rokopisom Klavore in tako naprej. In v knjigi so objavljeni tudi dokumenti, ki dokazujejo, kakšen napor se je vlagal v to, da bi se vse sledi, da je takšen načrt sploh obstajal, zabrisali. Tako imate objavljeni 2 verziji poročil. Zdaj, takoj po moji odstavitvi 29. marca leta 1994, pa na podlagi teh pogovorov, ki sem jih takrat imel vmes z Drnovškom in tako naprej, je seveda, pa tudi glede stvari, ki so se javno razgaljale v teh razpravah v državnem zboru in tudi prej, je postalo jasno, da seveda Ministrstvo za obrambo ni v Depali vasi aretiralo nekega civilista, ki je slučajno prišel mimo, ampak da je šlo za registriranega agenta kriminalistične policije, da je šlo za človeka, ki je ponarejal dokumente v skladu s tem načrtom, ki ga je pripravil Radojčič. In začelo se je potem pranje rok pri tistih, ki niso bili v celoti vključeni v izvedbo afere. Eno od teh je bil pokojni takratni predsednik vlade Janez Drnovšek, ki je enkrat ugotovil, da so tudi njemu nekatere stvari bile prikrite in je takoj po moji odstranici, ne pa prej seveda, začel preiskavo in šele takrat, ko so mene zamenjali, so potem dali temu forenzičnemu laboratoriju tudi v preverko, ali so tisti dokumenti, ki jih je Mladina na veliko objavljala, kako vojska pripravlja državni udar, pristni ali ne. Šele aprila, se je vse to začelo. No in takrat je bila naročena notranja revizija, Drnovšek je to naročil Bizjaku, ta dokumentacija in ti dopisi so objavljeni. Ivo Bizjak je to seveda potem naročil Klavori, kriminalistični službi, poročila od njih se kaj dosti ni izvedlo. Potem so ustanovili neko notranjo skupino, ki je vodil, mislim, Zlatko Bešker. In ta skupina je pa se ugotovila, da so v kriminalistični službi in tudi policiji kot takšni v času tega stopnjevanja napetosti v aferi Depala vas potekale številne nezakonite dejavnosti. In ki imate tako objavljeno izvirno poročilo, ki ga je napisala ta skupina, ki je preverila te stvari, te interni preiskavi na Ministrstvu za notranje zadeve.
In potem imate objavljeno poročilo, ki ga je pa Bizjak poslal Drnovšku. Iz tega drugega poročila so črtani vsi ključni odstavki, v katerih se natančno opisuje, kaj je, približno natančno, koliko so pač ugotovili pa hoteli, kaj je ministrstvo počelo narobe. No in med drugim ta preiskovalna skupina tudi zapiše, da imajo težavo izreči neko končno sodbo, kajti kriminalistična služba jim enostavno noče izročiti osnutka načrta za izredne razmere, za katerega pa oni vedo, da obstaja, ampak jim ga enostavno nočejo dati. Kako se to lahko zgodi v nekem državnem organu, je jasno. Prej sem tisti, ki ima neko podporo na višji stopni. In iz dokumentov, ki so... To je malo prevelika povečava. V knjigi imate celoten dokument, to je en pregled dogajanj, v aferi Depala vas, oziroma akciji Ščuka, ki ga je naredila kriminalistična služba, ministra za notranje zadeve, pod vodstvom gospoda Klavore, in v katerem podnevih opisuje dogodke, tako kot so jih seveda sami videli. Ampak iz tega pregleda, ki tudi nikoli ni prišel, recimo do predsednika vlade ali do teh, ki so skušali ugotavljati nezakonitosti v ravnanju ministra za notranje zadeve. Iz tega dokumenta se pač iz te časovnice zelo natančno vidi, kako so stvari potekale in kdo jih je usmeril. Med drugim piše, kdaj so obveščali o kakšnih dogodkih predsednika parlamenta, predsednika vlade, tožilstva in tako naprej. Pri predsedniku države pa ne piše, da so ga obveščali, ampak piše, da so se z njim sestajali. Oni so pošiljali poročilo, ampak so se z njim dobili in načrtovali akcije. Iz te časovnice, ki so je sami naredili, je stvar popolnoma transparentna. No in poleg tega je objavljen še en dokument, tako imenovana pregledna shema dogajanj, potem, ko se je ta aretacija Depali vasi že zgodila in ko je bila ta kulminacija napetosti zelo velika, se pravi za čas med 21. marcem in 28. marcem. No in v tem pregledu pa oni so sami napisali, kaj so govorili javnosti in kaj je res. In kako ravnati, če se bo to zvedlo. Po posamečnih dogodkih. Zanikali so, da bil Smolnikar tajni sodelavec. Pa piše, to seveda ni res. Kako ravnati, če se to zve. Da bo šel pred novinarje, skratka, en tak operativni akcijski načrt za primere, ko se jih dobi na laži. S tem načrtom oni priznavajo stvari, ki so bile pač dejansko nezakonite, priznavajo tudi, da so se zavedali, da delajo nezakonito in to celo napišejo. To celo napišejo. Zdaj, tam nekje v zaključku sojenja v zadevi Depala vas, kjer, kot rečeno, niso hoteli izdati sodbe, je bilo na različnih spletnih straneh objavljeno tudi večje število operativnih dokumentov, nekateri so v tej knjigi povzeti, o tem, kakšno je bilo konkretno ravnanje ne samo kriminalistične službe, ampak tudi uniformirane policije v tistem času med 21. marcem in 27. marcem, ko je ta napetost afere Depala vas kulminirala. Del teh dokumentov je v tej knjigi, ker pa jih je takrat prišlo na dan veliko, je bil narejen neki zbor, no, ampak iz teh dokumentov se vidi, da je bila ne samo kriminalistična služba ali pa njen vrh, ampak tudi uniformirana policija uporabljena kot politična policija.
Videli boste uradna poročila raznih komandirjev policijskih postaj ali šefov UNZ-jev, se pravi Uprava za notranje zadeve, kjer poročajo v Ljubljano, kaj se govori med ljudmi, kakšno je razpoloženje, kaj so zvedli na obisku v tej in tej vojašnici. Potem je objavljen dopis takratnega državnega sekretarja pri ministru Bizjaku, Boruta Likarja, ki naroča policiji, da spremlja politično situacijo, da se pripravlja v bistvu na izredne razmere, da neposredno njemu poroča in tako naprej. Cel korpus dokumentov je, ki dokazuje, poleg teh, ki so objavljenih, je še veliko, na isto temo, ki dokazuje, da je bila slovenska policija v tistem tednu, konec marca, pred 20 leti uporabljena kot polična policija. Če primerjate dopise, ki so takrat šli v obe smeri, z dopisi, ki jih je pošiljal Ertl ali pa Zemljarič, pred 40 leti bi našli enak besednjak. Čeprav pred 20 leti smo živeli v Sloveniji, ki je imela ustavo, kjer je policiji prepovedano delovati politično, po ustavi, ne samo po zakonih, in ker je to eklatantna zloraba položaja in pooblastil. Kot že rečeno, je bil velik del teh dokumentov na različnih spletnih straneh objavljen pred več kot 10 leti. Noben pristojen organ ni sprožil niti enega postopka. Niti enega postopka. Kljub temu, da smo takrat v parlamentu to nekajkrat zahtevali in kljub temu, da so nekateri akteri to ravnanje eksplicitno priznali. Recimo, kakšnih 10-11 let nazaj je bil v Mladini objavljen intervju z nekdanjim šefom specialne policije Vinkom Beznikom, ki je mirno razlagal, kako so takrat pripravili razne operativne načrte za delovanje proti organom lastne države, kako so na oklepnik montirali rakete, ki jih policija sploh ne bi smela imeti, po konvencijah in po domačih predpisih, in kako so praktično igrali vlogo neke politične policije. Takrat so romala tudi poslanska vprašanja na vlado in na bivše funkcionarje. Takrat mislim, da je bil gospod Drnovšek, že predsednik države, mislim, da je v knjigi objavil njegov odgovor, češ da on o teh stvarih pojma ni imel. Večino je enako vprašanje, ki je bilo naslovljeno na gospoda Kučana, ostalo brez odgovora. Vse do danes. Torej, še veliko zanimivih stvari je v tem dopolnjenem poglavju, zaradi tega vse, ki jih to obdobje zanima. To predstavlja, po mojem mnenju, zelo koristno branje. Tisti, ki še vedno misli, da v Sloveniji obstaja samo teorija, ne bo tudi prakse zarote, bo razočaran, ko bo prijel to knjigo v roko. Me prav zanima, kako se bo te stvari pojasnjevale, če se sploh bodo. Mislim, da bo reakcija podobna, kot je bilo v izdaji Bele knjige slovenske osamosvojitve, ko na objavljene dokumente ni bilo niti ene same pripombe, ampak čista ignoranca. Mogoče še en stavek glede samega uvoda. V uvodu sem skušal primerjati razumevanje časa pred 20 leti, moje osebno razumevanje časa pred 20 leti, s tem, kakršno je danes. In ena od ugotovitev je, da je teh vmesnih 20 let dokazalo, da so bile nekatere moje napovedi takrat preveč optimistične. In da so dogajanje v teh zadnjih 20 letih, ko Sloveniji ni uspelo, da bi izpeljala resen prehod, resno tranzicijo iz enopartijskega sistema, kjer je možno zlorabljati policijo v politične namene, oziroma jo za to uporabljati,
v nek normalen sistem, kjer so veje oblasti ločene in kjer ni ozadij in kjer ni botrov in stricev, smo vsi enaki pred zakonom. Tega nam žal ni uspelo, zdaj jaz upam, da je majhen doben prispevek k boljšemu razumevanju situacije, ki je pa predpogoj za to, da se stvari spremenijo na bolje, prinaša tudi ta knjiga in še enkrat zahvala gospodu uredniku in založbi za ponatis.